Prvi na čelu so člani konjeniškega društva Jesenje Geos. Pa naši redni udeleženci, motoristi. Tole je kvintet orkestra Slovenske vojske in za njimi Društvo narodnih noš in ohranjanja dediščine iz Domžal. Zastave veteranskih organizacij vojne za Slovenijo, pa zastave slovenskih občin, ki jih nosijo učenci osnovne šole iz Gradca. Videli boste tudi vse zastave Evropske unije. Ter prapore številnih društev. Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prireditve bo zastavo Republike Slovenije prinesla častna enota Slovenske vojske.
za dvig zastave. To, zdrav! Spoštovane in spoštovani, danes mineva 171 let, odkar je slovenski domoljub Lovro Toman na Wolfovi 8 v Ljubljani prvič izobesil slovensko zastavo. V spomin na ta dogodek 7. aprila obeležujemo dan zastave. Takratna zastava je bila nacionalna zastava, to še ni bila državna zastava. Državno zastavo smo dobili pred 28 leti, ko smo na našo nacionalno trobojnico lahko prišili naš državni grb. Slovenska državna zastava na eni strani simbolizira zgodovinski pogum, ki nas je ohranil kot narod. Po drugi strani pa težo časa slovenske osamosvojitve, v katerem smo dozoreli in spoštovani dobili svojo lastno samostojno državo. Društvo Heraldika Slovenika je slovesnost v Spodnji Slivni prvič priredilo leta 1998 ob 150. obletnici prvega izobešanja slovenske zastave. Vse od takrat slovesnost pripravijo vsako prvo nedeljo po 7. aprilu ali kot je letos v primeru prav na 7. aprila dan. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v srcu Slovenije, dobrodošli na obeležitvi Dneva slovenske zastave. K besedi prvo vabim predstavnico društva Geos, varuhinjo poslanstva društva Geos, gospo Anko Kolenc. Središče srca Slovenije, v katerem na pobudo Petra Svetika in Jožeta Drnovška že 38 let zbiramo, gojimo in ozaveščamo najplemenitejše misli in najmogočnejše srčne energije, vas, dragi vsi gostje današnjega praznika zastave, srčno pozdravlja in vas tudi danes želi spomniti na svoj pomen in namen. Začetno, strokovno, težiščno geodetsko točko je namreč zelo nadgradil simbolični pomen, ki nam pomaga pri zavedanju samih sebe, predvsem pa svoje narodne biti.
Govori o naših koreninah, o tisočletni pripetosti na to čudovito zemljo in o vsem, zaradi česar smo takšni, kot smo. Naše korenine so naš skupni zaklad, ki nas povezuje v ljubeče sožitje, ne glede na kakršnekoli veroizpovedi in ne glede na kakršnakoli politična in druga prepričanja. Geos nas zavezuje, da to skupno identiteto gojimo in se je bolj in bolj zavedamo. Iz tega zavedanja rastejo naša ustvarjalnost, raznolikost, srčnost, samosprejemanje in navdušenje. Pozdravljeni na tem svetem prostoru. Geos je namreč, kot je bila nekoč, gospa sveta. Tu, v stičišču vseh Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov Slovenije, tu, v čudoviti naravi in obdani simboli, ki govorijo o našem razvoju in narodnem obstoju, se še posebno zavedamo izjemne veličine svojega pesnika, Franceta Prešerna, ki je iz najglobjega zavedanja svoje narodnosti ustvaril Zdravljico. Izjemno pesem, ki je v letu 2019 že 175 let star načrt mednarodnega prijateljstva in sodelovanja, kakršnega v svetu do danes, kot smo že velikokrat slišali, še ne znamo izpolniti. V Zdravljici je naš pesnik strnil vse, kar naj bi človek dobrega spoznal, kako naj bi se razvil in kaj bi ob tem na zemlji naredil. Ko nazdravljamo, želimo dobro in tudi spomnimo se dobrih stvari. Nazdravimo svoji deželi, svojim koreninam, svojim bratom, vsem Slovencem, pravi pesnik, saj smo potomci sloveče matere. Torej, če sebe ne bomo spoštovali, nas drugi tudi ne bodo. Vse težave, vse oblake svojega rodu treščimo na tiste, ki so nam jih povzročili in jim z njihovim gromom pokažemo, da bodo razumeli, kaj so nam storili, da bodo razumeli, da takšnega ravnanja nočemo. Naši očaki so bili nekoč svobodni in tudi mi se moramo osvoboditi spon in biti kot oni, pa če tudi so te spone zdaj v nas samih. Naj nas vodijo povezanost, sreča in to, da si znamo oprostiti, da si znamo seči v roke, le potem bomo imeli častno oblast, ki jo bo spremljalo obilje. Nazdravimo svojim prelepim, žlahtnim deklicam, neprimerljive in enkratne so. Naj se iz njih rojevajo novi rodovi, ki bodo srčni in samozavestni, ki se bodo zavedali svoje enkratnosti in čudovitosti in bodo zato strah sovražnikov. Nazdravimo tudi svojim mladeničem, naj jim nobena okoliščina ne uniči ljubezni do domovine, naj jo ljubijo in branijo z vsem srcem, kot so jo njihovi predniki. Nazdravimo tudi vsem narodom, ki si želi, da bi povsod na svetu vladala mir in ljubezen, da bi bili med seboj drug drugemu le ljubeči sosedje in ne zlobni sovražniki. Nazadnje nazdravimo še sebi, vsem, ki smo se pobratili in ki vemo, da smo brati lahko samo zato, ker dobro, ker v srcu mislimo. Zato nazdravimo vsem nam, dobrim ljudem. Na mestu skupnega srca nas prav vse spominja na okoliščine, v katerih smo rasli in se razvijali. S hvaležnostjo in ponosom se ob 175-letnici njegove smrti zato priklanjamo svojemu pesniku, ki je v naše skupno srce, v naš geos vdihnil poslanstvo najvišjih vrednot. Hvaležno in srčno pa se spomnimo tudi vseh simbolov, ki ponazarjajo naš razvoj in obstoj. Lipe ter vseh pomnikov demokratičnosti in rodoljubja. Predvsem pa na tem svetem prostoru bdimo nad svojo zastavo, Tomanovo dediščino, ki simbolizira našo zasidranost v ta prostor in to, kar smo. Z barvami miru, povezanosti, ljubezni in duhovne zrelosti bo plapolala tukaj vedno.
S hvaležnostjo pa se spomnimo tudi vedno znova stvariteljev GIOS-a, pobudnika Jožeta Drnovška in avtorja projekta Petra Svetika, ki sta se pri uresničevanju Petrove domoljubne vizije srčno podpirala. Zato vas ob pozdravu kot vedno vabim, dragi prijatelji, gostje, k spoznanju, da so medsebojna ljubezen, sprejemanje, prijateljstvo, sodelovanje in negovanje ljubezni do svojega naroda, ob tem pa tudi do vseh narodov sveta, najvišje vrednote in osnovno poslanstvo GIOS-a, pa tudi nas vseh. Hvala lepa. No, spomnimo se še enega izjemno pomembnega dogodka, ki je na nek način seveda povezan tudi z današnjim praznikom. Jutri bo namreč minilo 29 let od prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Na njih je zmagala demokratična opozicija Slovenije, Demos, ki je s tem dobila pravico, da sestavi vlado. Volitve v takratno 240-člansko tridomno skupščino so potekale v več delih. 8. aprila 1990 so volivci izbirali 80 delegatov družbeno-političnega zbora in 80 delegatov zbora občin. 12. aprila pa še 80 delegatov zbora združenega dela. Volitev se je udeležilo 83,5% volivcev, na njih pa je 54,8% glasov zmagala koalicija novo nastalih demokratičnih opozicijskih strank Demos. 8 mesecev pozneje, 23. decembra 1990, je sledil plebiscit o osamosvojitvi, 26. junija 1991 pa razglasitev samostojnosti. Zdajšnjo slovensko zastavo in grb pa je slovenska skupščina razglasila samo 2 dni pred osamosvojitvijo 24. junija leta 1991. Spoštovani in spoštovani, sedaj pa k besedi vabim župana, ki nas gostita. Najprej bomo povabili župana občine Litija, gospoda Francija Rokavca, za nekaj besed. Prosim. Lep dober dan, spoštovani prijatelji Dneva slovenske zastave, tu na geometričnem središču Slovenije v samem GIOS-u. Prav prisrčen pozdrav predsedniku Društva heraldike Slovenika Aleksandru Hribovšku, pa seveda današnjemu slavnostnemu govorniku, predsedniku Državnega sveta Alojzi Kovsci, evropski poslanki gospe Romani Tomc, poslancu Državnega zbora Borisu Doblekarju, kolegu sosednemu županu gospodu Milanu Balažicu, župniku doktorju Božidarju Ugrincu, ki bo danes tudi blagoslovil slovensko zastavo, seveda častni enoti Slovenske vojske, praporašom, zastavonošam, narodnim nošam in vsem, ki danes sodelujete na tem že tradicionalnem 22. spominu ob dnevu slovenske zastave. Zagotovo si niti v sanjah ne bi morali misliti, da je bil korak Lovra Tomana pred 171 leti v Wolfovi ulici, da bo sprožil tak razmah domovinske in tudi seveda narodne zavesti. V drugi polovici 19. stoletja, v času Prve svetovne vojne, v času med vojnama, Druge svetovne vojne po njej in še zlasti ob osamosvajanju Slovenije. Ko smo se osamosvojili, smo dobili svoje simbole, pa smo se kar nekako sramovali. Še danes ne znamo z njimi rokovati tako kot res prave civilizirane države. Tukaj imamo še veliko nalogo. In tukaj res izjemno priznanje Društvu heraldika Slovenika za to vztrajnost, da iz leta v leto nas opominjate, da moramo biti do spoštovanja naših simbolov, zastave, grba, himne, bolj pozorni, se jih tudi bolj spomniti ob naših državnih praznikih. Pa čeprav mogoče je videti, da se nič ne premakne, bi rekel, da se premika.
ko gledamo določene športne dogodke v naši Planici, vidimo, da je večje domoljubje, več slovenskih zastav. Od lanske jeseni vidimo tudi v Ihrati zastavo na Ljubljanskem gradu, kar je bilo mnogokrat opozorilo prav iz tega mesta. V lanskem letu je sedanji poslanec Boris Doblekar lepo v volilni kampanji delil slovensko zastavo po gospodinstvih naše in pa sosednje občine. Pa še marsikaj bi lahko našteval. To so, bi rekel, le tisti pozitivni kazalci, ki kažejo na to, da je ta trud vreden in da zagotovo je vredno, da se vsako leto zberemo na Geosu in damo sporočilo Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom. Imejmo radi Slovenijo, imejmo radi in spoštujmo naše simbole vseh 365 dni v letu. Jaz vam želim, spoštovane gospe in gospodje, da danes preživite lep dan in da se z lepimi spomini vrnete na svoje domove. Srečno! Hvala lepa županu, pa bi ob vseh teh akcijah lahko dodal še in se spomnili na akcijo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Slovenci, dvignimo glavo, izobesimo zastavo. Zdaj pa vabim k besedi še župana občine Moravč, gospoda Milana Balažica, prosim. Lep dan želim vsem vam zbranim in se na začetku pridružujem, da ne bom ponavljal, vsem pozdravom posebej od častnega gosta, predsednika Državnega sveta, naših poslancev, poslank in vseh ostalih, poseben pozdrav naši vojski. Rad bi vas najprej iz srca pozdravil kot župan sosednje občine, tamle zadnja smreka, če se že Moravška, to, da veste, da ste tako rekoč zraven in da smo blizu srca Slovenije in želimo to tudi ostati. Moravče so čudovita dolina, ki vas vedno vabi v svoje nedarja, ne samo današnji dan. Ta dan je pa še posebej drag, zato ker slavimo en tak zgodovinski datum. Zato bi vas v tem kratkem nagovoru v drugem delu rad pozdravil tudi kot poslanec prvega parlamenta leta 90 do 92, tistega parlamenta, ki je sprejel to zastavo, ki je izglasoval plebiscit in potem razglasil samostojno državo. Ob tem bi rad povabil tu zraven še 3 moje poslance iz tistega časa, gospoda Francija Feltrina, gospoda Slavka Kmetiča in gospod Aleksandro Hojvik, da se pridružite, da se pokaže, kdo je dvignil zastavo za samostojno Slovenijo v parlamentu takrat, ko nam je bilo najtežje. To so možje in žene, ki so se takrat uprli pritiskom ne samo Beograda, tiste gromozanske jugoslovanske ljudske armade, ki je imela čudno ime, vsem pritiskom mednarodnih sil. Takrat nihče ni bil na naši strani, bili smo sami. Amerika je bila proti samostojnosti Slovenije, Sovjetska zveza je bila proti samostojnosti, Evropska unija je bila proti samostojnosti Slovenije. Tudi sosedje so strahom gledali, kaj se bo zgodilo. In takrat v tistem trenutku smo imeli pametno, modro vodstvo, imeli smo parlament, ki je imel nekaj velikega med nogami, da je takrat držal to linijo naprej, in imeli smo slovensko vojsko, našo teritorijalno obrambo, našo udarno silo. Mi smo vedno bili narod kulture, narod Peresa, narod Prešerna, Cankarja. Toda nihče ni vedel, da smo tudi narod majstra, narod upora, narod, ki se zna boriti in zna dvigati za svoje pravice. In takrat je teritorijalna obramba s svojim orožjem zagotovila našo samostojnost. Ko je bila Ljubljana prazna, ko smo pričakovali letalske napade, so zlovešče v tej tisti tišini plapolale naše nove zastave.
takrat je ta zastava bila dokončno naša. S to zastavo smo se mi osamosvojili, s to zastavo smo izborili našo samostojnost. In zato bodimo ponosni na njo in zato želim, da se naprej razvija tako kot sedaj, še bolje, da bo vse nam boljše, kot je bilo in da skratka naše sanje, ki smo jih takrat osamosvojitelji sanjali pred 28 leti, postanejo resničnost. Bodimo enotni, stopimo skupaj in naredimo še en skupen korak v boljšo prihodnost. Lepa hvala. Hvala, Hvala lepa. Hvala lepa tudi moravškemu županu. Nakolikor jaz vem, tudi potrjevanje nove slovenske zastave ni čisto gladko teklo v parlamentu. Ampak pustimo tiste čase, sedaj bomo torej blagoslovili našo slovensko zastavo, zato prosim župnika iz Kresnic, dr. Božidarja Ogrinca, da blagoslovi zastavo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, na praznik slovenske zastave smo se zbrali k blagoslovu temeljnega simbola našega naroda, države in domovine. Moč blagoslova ni v kretnjah, ki jih naredi tisti, ki blagoslavlja, niti v njegovih besedah. Bog je vir blagoslova, od njega prihaja vsak blagoslov. Tako cerkev blagoslavlja v imenu Očeta, ki je vse ustvaril, v imenu Sina, po katerem prihaja Božja ljubezen na svet, v imenu Svetega Duha, ki nas ohranja v Božji ljubezni. Namen vsakega blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote, darov, ki smo jih prejeli od Boga, in da začutimo Božjo bližino in njegovo navzočnost v našem narodu in domovini. Prisluhnimo Božji besedi iz knjige Psalmov. O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi. Pokaži nam svojo dobroto. Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, naj tvoje zveličanje osreči vse narode. O Bog, slavijo naj te ljudstva, slavijo naj te vsa ljudstva. Veselijo in radujejo naj se narodi, ker jih vladaš in jih vodiš po pravici. O Bog, slavijo naj te ljudstva, slavijo naj te vsa ljudstva. Zemlja je obrodila svoje sadove. Gospod naš Bog nas je blagoslovil. Bog je zares dober, zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. To je Božja beseda. Dragi bratje in sestre, ko so Rimljani leta 70 po Kristusu porušili, porazdejali in zažgali Jeruzalemski tempelj, so se Judje požvižgali na zlate in srebrne daritvene posode, tudi niso reševali dragocenih svečnikov in svetilk, ampak so izpod ruševin in ognjenih zubljev rešili samo knjigo. Knjigo so vzeli seboj v izgnanstvo in knjiga je postala njihova prenosna domovina, kot je rekel Heinrich. V veliki knjigi so imeli shranjene spomine na veliko 2000-letno zgodovino, ki jim je dajala občutek identitete in moč, ki iz nje izhaja. Judje so vedeli, spominjati se pomeni živeti, pozabiti pa je kot umreti. Zato brez knjige niso šli nikamor, ne v suženjstvo, ne v izgnanstvo, ne v koncentracijsko taborišče. Zaradi knjige in s knjigo so se Judje iz vseh smrti, podrti in ruševin dvignili k novemu življenju. Danes smo Slovenci v podobnem položaju kot Judje pred 2000 leti. Podirajo se nam templji, ki smo jih postavili najrazličnejšim malikom, in pred nami je nevarnost, da se bomo v množici večjih in mogočnejših narodov porazgubili in izgubili.
Kaj bomo potegnili iz ruševin propadlih ideologij, da bomo Slovenci v obdobju velikih družbenih konfliktov in sprememb kot narod preživeli? Rešili nas ne bosta neznanost in ne ekonomija, tudi politika ne, tudi strah in sovraštvo pred drugimi in drugačnimi ne, ampak ponos in zvestoba simbolom našega naroda in naše zgodovine. Zato smo danes tukaj, da počastimo in blagoslovimo slovensko zastavo, simbol vseh simbolov našega slovenstva, iz katerega se rojeva in živi pripadnost narodu, državi in domovini. Ta zastava je izraz našega spoštovanja in hvaležnosti našim prednikom in zagotovilo, da nočemo živeti v brezbrižnosti in nevednosti, kako so živeli, kako so trpeli, delali, zidali, molili in se veselili. Vrednost slovenske zastave pa ni samo v spominu na lastne korenine, ampak predvsem v občutjih, ki se nam porajajo in nas povezujejo v sedanjosti in nam prebujajo upanje in zaupanje v prihodnost ter pogum pred novimi izzivi. Preteklost je kot prtljaga, ki jo nosimo na svoji poti. Slovenska zastava pa je kot lahek nahrbtnik, naša prenosna domovina, v katerem so shranjeni bistveni spomini, skozi katere bomo gradili svoje življenje in svojo identiteto. Živeti brez spomina in brez zgodovine je smrtonosno, ker ne vemo več, kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo. Zato se veselimo slovenske zastave in jo pozdravljamo. Ob pogledu nanjo uzremo dragocenost svojega jezika, kulture, tradicije in zgodovine, ter čutimo, kako zelo so naša življenja stkana skupaj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Kajti vsi smo del drug drugega in vsak od nas je del nekoga. Dragi bratje in sestre, Judje so brez svoje države, razkropljeni in razpršeni po celem svetu, preživeli kot narod 2000 let, ker so se zbirali in povezovali ob svetem pismu, knjigi vseh knjig, simbolu vseh simbolov judovske narodnostne in verske identitete. Če simbolno osiromašeni Slovenci ne bomo ovrednotili svojih lastnih simbolov, se nam lahko zgodi nasprotno, da kljub svoji državi, ki smo si jo po dolgih stoletjih končno priborili, ne bomo preživeli. Ne zaradi tujcev, ki prihajajo k nam in se jih bojimo. Ne ogrožajo nas drugi in drugačni, temveč lastna malomarnost in brezbrižnost do svojega naroda, vere, kulture in domovine. Najbolj zanesljiva pot k miru, pravi papež Frančišek, je, da v drugih ne gledamo sovražnikov, pred katerimi se moramo bojevati, temveč brate in sestre, ki jih moramo objeti. Tega pa bomo sposobni le, če bomo sami pognali globoke korenine ljubezni in zvestobe do svoje lastne kulture, vere, tradicije in domovine. Dobri Oče, zbrali smo se v imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda, da se ti zahvalimo za našo domovino in te prosimo, da jo varuješ. Naj nas ta skupna molitev v Svetem Duhu poveže s teboj in med seboj, da bomo čutili tvojo bližino. Po Kristusu, našem Gospodu. Molimo. Jezus Kristus, Gospodar zgodovine, potrebujemo te. Čutimo se ranjene in utrujene. Tako potrebni smo tvoje tolažbe in moči. Radi bi bili narod, katerega istovetnost želi biti gorečnost za resnico in zavezanost skupnemu dobremu. Zato nas blagoslovi in naj pada Božji blagoslov tudi na te zastave, ki nas povezujejo med seboj v slovenstvu. Daj nam poguma za svobodo Božjih otrok, da bi ljubili vse in ne izločali nikogar, da bi na prvo mesto postavljali uboge in odpuščali tistim, ki nas žalijo, da bi sovražili zlo in ustvarjali mir. Podeli nam modrost dialoga in veselje iz upanja, ki ne osramoti. Ti nas kličeš, tukaj smo, Gospod, blizu Marije, kraljice našega naroda, ter naše mogočne pomočnice in priprošnice. Jezus Kristus, Gospodar zgodovine, potrebujemo te, zato naj pride nad nas in nad naš narod
tvoj blagoslov, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Molimo za našo domovino. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj vas vsega hudega vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Hvala lepa gospodu župniku, doktorju Božidarju Ogrincu. Zdaj smo pa pred prvim delom, spoštovani kulturnega programa ob današnji proslavi. Tja pa vas bo sedaj popeljala Mira Smrkolj. Mira, izvoli, mikrofon je tvoj. Spoštovani in spoštovane. Letošnji kulturni program bodo oblikovali člani kulturnega društva Tine Kos iz Moravč. Društvo bo letos praznovalo 70-letnico delovanja, saj je najstarejše kulturno društvo v občini Moravče. V izvedbi moškega pevskega zbora Tine Kos bomo slišali drugo in četrto kitico Prešernove Zdravljice. Njegove besede v pesmi so še danes aktualne in nosijo močno sporočilnost. Zbor vodi Milan Kokal. Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Edino sreča sprava naj k nam nazaj se vrnejo. Otroka ima slava, vsi naj si v roke si žejo. Na oblast in z njo čas, ko pred svet naša bosta last. Na oblast in z njo čas, ko pred svet naša bo, ko pred svet naša bosta last. K mikrofonu vabim dolgoletnega in nepogrešljivega koordinatorja in oblikovalca kulturnega programa ob prazniku slovenske zastave, pesnika in igralca Toneta Kuntnerja.
Predstavil nam bo Cankarjevo pesem O domovina. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel, tot bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Na zadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujil je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, pa od Triglava do Gorjancev in rekel, veseli ljudje bodo živeli tot, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugledal, strmi pred tem čudom Božjim. Srce ustrepeče od same sladkosti, da je Bog ustvaril paradiž veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo, ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoje svetli poti ustavijo, ter so ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Hvala lepa. K mikrofonu vabim. Ponovno bomo prisluhnili ubranemu petju moškega pevskega zbora Tine Kos Moravče. Zapeli nam bodo znano pesem Jakoba Aljaža na besedilo Matije Zemljiča Triglav. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le nate sem mislil ljubiče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja, ko ura odbila mi bo, od
oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Recitatorji kulturnega društva Tine Kos iz Moravč nam bodo predstavili 3 pesmi Toneta Kuntnerja: Res košček nebes, Bernarda Mal, Odhajajo mladi, Matic Javoršek, Pogreza se hiša, Brane Lavrič. Res košček nebes pod Triglavom. Snežne planine, zelene doline, gore, gorice, nebeške vasice, prebivališče za angele. Zeleni bregovi, gozdovi, lesovi, reke, rečice, bistrice, jezera, pisana mesta in pisana polja. A kje so ljudje? Ni ljudi. Res. Raj za nesrečne brezdomce, zgubljene, izdane, pregnane, bežeče pred silo in smrtjo. Glej, tisoče praznih domov. Domačinov, ki so odšli. Kam? Iz nebes pod Triglavom. Drvijo v veliki svet, po velikih cestah z avtomobili, čez viadukte, tunele, mostove, daleč in dlje, hitro, hitreje, brez misli in meje, v dimno prihodnost. Odhajajo mladi iz naših domov, kakor da niso več tudi njihovi. Odhajajo z rodne in plodne zemlje s trebuhom za kruhom, kakor da rod ni zaveza krvi in kakor da kruh ni plod zemlje. Odhajajo, kakor so nekdaj odhajali mnogi, oropani krušnih sanj in se niso nikoli vrnili. Pogreza se hiša v živo močvirje. V zadnji sili so jo zapustili, da se ne bi pogreznili z njo. Žene jih cesta v betonska mesta, proč od močvirskih ptic in cvetic. Le-te so postale njihove sanje in sanja med sanjami hiši v pogrezu, ki je bil dom. Zahvaljujem se recitatorjem. K besedi vabim predsednika Društva Heraldika Slovenika, gospoda Aleksandra Hribovška. Veliko nas je. Drage dame, spoštovani gospodje, počast nam je, da vas letos vidim v tako velikem številu. Več kot lani in še posebej čast mi je, da smem pozdraviti našega osrednjega govornika in vse ostale nas sodelujoče in vse za mano pred vami. In spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani župani, spoštovani župan naše lokalne občine Litija, da lahko organiziramo nekaj tako čudovitega, kakor je naša prireditev. In sicer veliko vprašanj se postavlja, ali je Geos primeren za tako prireditev. To vprašanje so bila aktualna tudi včeraj. Zagotavljam vam, središčna točka je tista točka, ki drži na sami ploskvi celotno Slovenijo navzgor z ravnotežjem. In v čast mi je, da sem spet govornik za tem odrom
in da sem del društva, ki že več kot 2 desetletji neguje in uzavešča spomin na prav to slovensko zgodovinsko narodno zastavo, ki je luč sveta ugledala pred točno 171 leti. Preko obdobja narodnega prebujanja smo med pomladjo narodov prišli do prvega skupnega simbola. To je prvi skupni slovenski simbol. In sicer nam jo je skupaj zahteval po zedinjevi Sloveniji prineslo burno leto 1848. In sicer slovenska zastava je po takratni zastavotvorni navadi, to je en strokovni izraz, ampak čisto preprosto, kako izdelamo zastavo, iz česa vzamemo barve, in temelji na grbu dežele Kranjske, ki je recimo sredi 19. stoletja veljala kot najbolj slovensko kronsko deželo znotraj Avstrije. Zato so Slovenci tudi v obrobnih deželah izven Kranjske sprejemali kot znamenje slovenstva. Ker je narodna zastava nastala prav v tem divjem revolucionarnem letu in bila potrjena ter dokončno posvojena med taborskim gibanjem, ki je cvetelo pred točno 150 leti, jo nesporno štejemo med elemente narodne identitete. Med narodno kulturo in narodno identiteto obstaja pomembna povezava. Narodna kultura je s svojimi miti in simboli, jezikom, ljudskimi legendami ter ostalimi oblikami folklore eden od najpomembnejših dejavnikov, ki oblikuje narodno identiteto in skrbijo za njeno stalnost in trajnost. Po drugi strani pa je prav v narodni kulturi narodna identiteta najde svoj poln izraz. In kam spada kultura izobešanja tega nacionalnega simbola in narodne zastave in zastave Republike Slovenije? Vse prevečkrat prijemamo v društvu vprašanje negotovih in prestrašenih državljanov. Ja, prestrašenih. Če sploh smemo imeti doma izobešeno zastavo vse dni v letu. Odkot izvira ta dvom? Čemu sploh dvom? Si v Evropi predstavljamo državo, ki bi svojim državljanom prepovedala izobešati simbolov zemlja, na katerim živijo? Jaz si je ne. Zato kar pogumno zastave na drogove ter veselo in spoštljivo izobešanje v praznikih ali celo vse dni v letu. To nam pritrjuje tudi zakonodaja. Tako da še enkrat dobrodošli v slovenskem geometričnem središču, med slovenskimi simboli od karandanskega knežjega kamna do grba samostojne Slovenije. Pozdravljeni ob rojstnem dnevu slovenske narodne zastave. Hvala. Hvala lepa. K besedi vabim gospod Forte, podpredsednico sveta SDS-a in kandidatko za Evropski parlament. Prosim. Spoštovani visoki gostje, spoštovani udeleženci današnjega dogodka, ne nazadnje, spoštovani organizator, izredno sem hvaležna, da vas lahko z nekaj stavki nagovorim. 7.4.1848 je bil dan, ko je zaveden Slovenec Lovro Toman izobesil kranjsko zastavo v Ljubljani. Spominja nas na voljo slovenskega naroda po ohranitvi narodne identitete, ki je bila okronana z osamosvojitvijo Slovenije. Slovenija je 1991. postala suverena država z atributi, ki izkazujejo narod kot državo. Danes je Slovenija suverena država članica Evropske unije. Slovenija je majhna, vendar vidna članica, ko gre za verbalizacijo stališč, kaj Evropa je in mora ostati. Zveza suverenih držav, ki imajo cilj ohranjati mir, prosti pretok blaga, storitev in ljudi, dvigovati materialno blagostanje državljanov Evrope in ohranjati socialno pravičnost. Evropa je danes naš skupni dom in je velik civilizacijski dosežek evropskih narodov oziroma držav. Slovenija je po osamosvojitvi nastopila uspešno pot gospodarskega napredka in vsesplošnega razvoja. Vendar danes, ko Slovenija v letu 2019 zre v bodočnost, moramo ugotavljati, da naša država
da ima velike deficite na marsikaterem področju, žal tudi na področju pravne države. Zato je dobro, da se v bodoče zgledujemo v vseh ogledih po dobrih praksah Evropske unije. Zato je pomembno in si dovolim, da vas danes opozorim na evropske volitve, ki so pred nami. Evropska ljudska stranka je steber Evrope miru in blagostanja. Slovenske pomladne stranke so članice te velike družine in kot člani te velike družine je pomembno, da gremo na volitve. Torej, dovolite kljub tej priložnosti, da vas povabim, da v maju greste na evropske volitve. Hvala. Hvala za govor. Nastopil bo orkester Slovenske vojske, himna Naprej. Med nami je evropska poslanka gospa Romana Tomc. Prosim, vabim jo k besedi. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Kovšca, spoštovani gospod poslanec Državnega zbora, gospod Oblekar, župana občine Moravče Milan Balažic in gostitelj župan Franci Rokavec in seveda lep dober dan tudi predsedniku Heraldika Slovenije Aleksandru Hribošku. Dragi prijatelji, ni naključje, da je prireditev Dan slovenske zastave vsako leto prvo nedeljo po 7. aprilu prav tu na geometričnem središču Slovenije. Na pomniku vklesani verzi slovenske himne, zasejana slovenska lipa, slovenski grbi in drugi simboli slovenstva so svoj prostor našli prav tu, v simboličnem kraju središča vseh Slovencev. Tu niso po naključju, tu so z namenom. Kot je srce center življenja vsakega človeka, tako je središče slovenstva tu v Vačah simbolno srce naroda in naše slovenske države. Države z dolgo tradicijo se pomena državnih simbolov zelo dobro zavedajo. Vedo namreč, da se okrog njih zbira narodova energija, ustvarjalnost in ne nazadnje moč, da narod preživi v vseh preizkušnjah in viharjih vse svoje zgodovine. Tako velika moč se skriva v narodovih simbolih. Simboli slovenske države, grb, zastava in himna so zato najbolj dragoceni zakladi v zakladnici narodove samobitnosti. A vendar niso nekaj samo po sebi umevnega, še zdaleč ne. V njih je izpisana zgodovina življenj vseh, ki so hrepeneli in se borili za svobodo, da bi mi danes živeli tukaj na svoji slovenski zemlji. Hrepeneli so in mi danes doživljamo to, da je Slovenija samostojna država. V teh simbolih je zapisana vsa narodova ustvarjalnost. Naš čudovit slovenski jezik, ki se lahko brez sramu po svojih stvaritvah postavi ob bok svetovnim jezikom. V slovenski zastavi, himni in grbu je tudi naša prelepa domovina, njeni kraji, njeni ljudje, ponos in skrbi njihovo veselje in upanje po boljši prihodnosti. Ko gledam slovensko zastavo in poslušam slovensko himno, mi seveda zaigra srce in čutim ponos. Tudi v Evropskem parlamentu, ko grem vsak dan mimo naše zastave, na več mestih jo srečam. Ob sprejemanju pomembnih odločitev v plenarni dvorani je postavljena ob bok vsem drugim zastavam.
Postavljena je v isto vrsto in je enako velika kot vse druge. To je sporočilo, ki ga ne znamo izkoristiti. Naši voditelji to priložnost celo zavračajo in se ji posmehujejo. Članice Evropske unije so tudi države, ki so po velikosti veliko manjše od Slovenije, pa jim na misel ne pride, da bi rekli, da so majhni in nepomembni. Občutek majhnosti smo si vcepili sami, oziroma, bolje rečeno, vcepili so nam ga drugi. Leta in leta so nas potiskali nazaj v socializem, zatirali podjetništvo, ustvarjali lažno in nepravično socialno okolje in nas preko uslužnih medijev prepričevali, da smo vsi enaki. Delili so nam drobtinice, medtem ko so se sami gostili za bogato obloženo mizo. Seveda z namenom zadovoljiti lastne interese so žrtvovali tudi našo prihodnost. Pomanjkanje državniške drže, aroganca, ki ne seže čez občinski plot, zaničevanje naše identitete, lažne obljube in podcenjevanje lastnega naroda nikoli niso in nikoli ne bodo pripomogli k temu, da bo Slovenija v svetu bolj cenjena in bolj spoštovana. In tega, spoštovani, ne smemo dopustiti. Tega si nismo zaslužili. Ko bomo znali domovino in njene simbole spoštovati, ljubiti in se zanje iskreno truditi, bo Slovenija v tej enotnosti sposobna doseči najvišje vrhove. Kje so danes naš ponos, naša moč, naša enotnost in samozavest, ki smo jo imeli ob osamosvojitvi? Želim si, da bi mladim rodovom, ki jim predajamo svoje znanje in izkušnje, znali predvsem in najprej predati ljubezen do domovine in njenih simbolov. Da bi, ker bodo ljubili domovino, znali bolje voditi slovensko državo. Želim si, da bi državo vodili pravi državniki in da bi med politiki vladalo spoštovanje in sodelovanje. Da bi bila naša slovenska zastava naš ponos in naše upanje. In tej želji, se pravi domoljubi, nikoli ne bomo odpovedali. Prepričana sem, da ste danes tukaj izbrani sami pravi domoljubi. In prav tako sem prepričana, da je teh v naši državi še zelo, zelo veliko. In to nam vsem skupaj vliva optimizem, da naša prihodnost ni izgubljena. In želim vam, spoštovani vsi, spoštovani prijatelji, ponosno in lepo praznovanje Dneva slovenske zastave. Srečno! Hvala za izčrpno besedo. Samo jaz bi še nekaj povedal. V imenu društva Heraldika Slovenika in zato, ker gospa Tomc vsako leto pride na GEOS za praznik slovenske zastave, ena protokolarna malenkost. Hvala lepa. K mikrofonu vabim letošnjega slavnostnega govornika, gospoda Alojza Kovšca, predsednika Državnega sveta. Če nas leta 1991 niso pregnale toče krogel, nas tudi nekaj kapelj dežja ne bo. Spoštovani, cenjeni gostje, spoštovani župan Litije in državni svetnik Franci Rokavac, spoštovani župan Moravč Milan Balažic, spoštovani predsednik Heraldike Slovenike Aleksander Hribušek, spoštovana evropska poslanka Romana Tomc, gospod duhovnik Božidar Ogrinc, poseben pozdrav tudi praporščakom, ki so nas zapustili, da bi zaščitili naše zastave,
in topel pozdrav vsem nastopajočim ter udeležencem današnje prireditve. Zastava je eden najbolj živih in trdoživih simbolov, s katerim se posamezniki najhitreje in tudi najbolj srčno povežemo ter se nanj navežemo. Združene moči, srčna energija, ponos in hrabrenje so tisti nevidni gradniki, ki položeni v zgodovinski spomin zgradijo te naše simbole za večnost. Zastave pripovedujejo številne sporočilno močne zgodbe, plapolajo na bojiščih, vihrajo na ulicah, ponosno kljubujejo vremenu na dragovih, slavijo zmage na športnih prireditvah. 12. junija 1991, 2 tedna pred slovesnostjo ob razglasitvi osamosvojitve Slovenije, je prvič zaplapolala slovenska zastava tudi na Triglavu, z nedvoumnim jasnim sporočilom širnem svetu: tu je Slovenija, tu žive Slovenci. Slovenska zastava je tako več kot poseben simbol. Je simbol, ki sega dlje od državotvornosti. Je simbol, ki najbolj jasno ponazarja slovenski značaj. Pred 171 leti je kot znak slovenskega domoljubja Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo na Wolfovi ulici v Ljubljani in tako utrl pot izjemni tradiciji, ki jo zdaj že 21. zapored obredno praznujemo tu, v srcu Slovenije, na spodnji Slivni pri Vačah. A ne moremo mimo neljubega dejstva, da če bi na slovenskih ulicah spraševali mimoidoče o tem prazniku, bi verjetno malo kdo poznal odgovor, kdaj in zakaj. In ko se ob državnih praznikih peljete skozi kraje, boste po vsej verjetnosti izobešene zastave lahko prešteli na prste. Še pred nekaj desetletji je bilo bistveno drugače. Kaj se je spremenilo? Kaj je šlo narobe? Ko smo se Slovenci odločali za samostojno državo, smo imeli jasen cilj. Povezovalo nas je domoljubje, znali smo se odločno boriti za naše vrednote, za svobodo, domovino, družino. Tudi sam sem sodeloval pri osamosvajanju Slovenije in čeprav v težkih časih lahko rečem, da nas je želja po boljšem življenju poenotila. In kaj se je s tem duhom zgodilo manj kot 30 let pozneje? Kam se je izgubil ta patriotizem, ta pripadnost oziroma želja po povezovanju in sodelovanju za skupne vrednote in cilje, za delovanje v interesu večine, ne zgolj manjšine? V državi je premalo slišan glas ljudi. Zakaj imamo mogočen državni aparat, če skoraj dnevno na plan prihajajo razne afere, poročila o slabem delovanju zavodov, razpadajočem zdravstvu, razpokah v sociali in vprašanja o vzdržnosti pokojninskega sistema? Ljudem je dovolj, da kot prostovoljci rešujejo zablode politike. Ljudje niso izgubili srca, občutka za soljudi, za reševanje problemov zdravo kmečko pametjo in temu bi morala slediti tudi politika. V času, ko se meje ograjujejo z bodečimi žicami in gradijo zidovi, je pomembnejše srce. In zanimivo, danes smo se zbrali v počastitev zastavi prav tu v Gevsu, v srcu Slovenije. Smo na pravem mestu, ob pravem času, da se vprašamo, kako ljudem vrniti zaupanje v politiko, kako spet obuditi ponos in zavedanje, da smo Slovenci velik narod, čeprav majhen po številu prebivalcev. Teh odgovorov žal ne znam stresti kar iz rokava. Vem pa, da so nam lahko otroci velik kažipot. Otroci si pomagajo v stiski, rešitve za probleme iščejo po najkrajši poti, ne da bi imeli od tega od koristi še številni drugi posredniki. Otroci obsojajo krivico in zahtevajo pravico. S preprostimi, a učinkovitimi ukrepi skrbijo za čisto okolje in trmasto vztrajajo, da dosežejo tisto, kar si res želijo. Bodimo tudi mi otroci svoje domovine. Tudi mi moramo trmasto vztrajati in glasno poudarjati pomen slovenske zastave. Koliko pozitivnega naboja prinaša, koliko moči povezovanja skriva v sebi, koliko trenutkov enotnosti se z njo podoživlja. Pesniki, pisatelji, zgodovinarji, etnologi, politiki, veterani, vojaki, občani, župani, vsi Prešerni, vsi domoljubi, dajmo, slovimo danes slovensko zastavo. Spoštovani in spoštovani, počaščen sem in ponosen, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta.
Kot aktiven v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, kot vojak po izobrazbi in kot domoljub po srcu se zavedam, da nam Slovencem zgodovina ni nikoli nič podarjala. Raje je vzela, pravzaprav kos po kosu po vsaki vojni jemala. Tudi tisto najbolj sveto, življenja mož in sinov Slovenije. Zato sem v trenutkih, ko zapolpajo slovenske zastave, intimno ganjen, da sem del srečne generacije, ki je doživela toliko zgodovinsko pomembnih premikov in ki lahko sooblikuje skupno slovensko sedanjost in prihodnost. Želim si in verjamem, da bomo Slovenci kulturo spoštovanja slovenskih simbolov okrepili in bomo spet ponosni razobešali slovenske zastave ob državnih praznikih in drugih pomembnih priložnostih. Ne pa da z državnimi priznanji nagrajujemo tiste, ki jih zažigajo, če tudi v angažirano umetniškem kontekstu. Ne nazadnje vse spoštovanje in podporo izražam tudi prizadevanjem Društva Heraldika Slovenika za krepitev zavesti in promocijo slovenske zastave ter vsakoletno organizacijo te slovesnosti. Vi ste tisti, ki skrbite, da zastava vedno prav in ponosno. Ne bo tako tudi v prihodnje. Naj ponosno plapola slovenska zastava, naj živi trdna, svobodna, samostojna slovenska država in Bog živi vse, kar nas je sinov sloveče matere. Hvala. Hvala. Gospod predsednik. Ja. Prosim za mikrofon. Aj se dela. Gospod predsednik, iskrena hvala za slavnostni govor. To je eno protokolarno darilo v obliki državne zastave oziroma zastave Republike Slovenije. Iskrena hvala za današnji slavnostni govor, pa mogoče ob naslednji priložnosti. Hvala lepa, obljubim, da bo vedno plapolala pred mojo osebno hišo. Kam je letelo vse hrepenenje? Recitatorski nastop slovenskega pesnika in gledališkega igralca Toneta Kuntnerja. Kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest? Resnično domovina, nisem te ljubil, kakor smerav otrok, ki se drži matere za krilo, tudi te nisem ljubil, kakor solžno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skelejo Boge oči. Ljubil sem te s poznanjem, videl sem te vso v nadlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, ponižanju in v bridkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil jo 100-krat više in 100-krat globje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. Ivan Cankar. Hvala lepa. Še enkrat bomo prisluhnili moškemu pevskemu zboru Tine Kos iz Moravč, ki nam bo zapel znano vodopivčevo pesem Pobratimija. Naj čuje zemlja in nebo, kar nas pobratimi pojo. Naj se od ust razlega, kar tu med nami vsak prisega. Da srce zvisto, kakor zdaj, ostalo bo vekomaj. Da srce zvisto, kakor zdaj, ostalo bo vekomaj. In ko ločitve pride čas, na razna pota žene nas. Tu na pobratim roko mojo, ti mi podaj desnico svojo. Da srce zvisto, kakor zdaj, ostalo